Dober dan, MTBC Live, ne vem več, koliko številka zanj sem imel prešteto, danes nimam spet. Nekaj že. Kje so zdaj, v Mariboru, ne? Ja. Nismo. Z mariborskega glavnega trga, kako se že reče? Glavni trg. Glavni trg v Mariboru. Trkle na štukle. V zadju Mariborsko Pohorje, vidite. Pa Novgrad. Sej ne, z Iztokom Kovacem, ki sicer, pa ne smeva preveč točiti po mizi, ki se vse trese, player številnih mariborskih bikerskih in snowboard zgodb, sva na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer kdaj se odpre? Jutri? Olimpijski festival. Olimpijski festival, kjer bo tudi nekaj koles, tudi nekaj snowboardov, zato Iztok tukaj postavila svoje igrače. Ampak mi da bo govorila o dogajanju na drugem koncu Slovenije, 130 km stran. Mariborsko Pohorje, Bike Park Pohorje, Visit Pohorje in kup stvari se prepleta. Prejšnji vikend smo bili pri vas v gosteh, pa smo imeli preveč dela, da bi se o tem pogovarjali. Okay. Imeli smo uspešno novinarsko konferenco v petek, tako da nekaj lokalnih medijev je že pisali tudi o tem, kar bova midva zdaj povedala. Ampak ni odveč, če na tem mestu pred to zainteresirano javnostjo kaj ponoviva, ne? Z veseljem. Pa sigurno bova še kaj novega povedala, ne? Tudi. Malo visiva. Horizont mora biti naravno, spravijo. Okay. Škoda, da ni več unga žerjava na gradu, bi bilo bolj prepoznavno. Bike Park Pohorje je prvič odprt kdaj? 2006? 2006, ja. Dirke od 97, pardon. Od 97, tako da je letos 21. sezona downhilla na Pohorju, ne? Downhill dirkanja oziroma downhilla, tako 21 let mineva, ne? Pred 21 leti si bil ti bolj juniorček še, ne? Ja, za vas res. Ampak si že pomagal, ne? Maršal. Na prvem ustavnem pokalu je bil Iztok odgovoren za transparente, ne? Banner bitch. Ja, Banner bitch. Do tega, da si bil potem v bistvu šef skoraj v vseh reinkarnacijah ali v vseh reinkarnacijah, tega poznate, ker v zadnji, dokler niti ne pokažeš, nič ne velja videti. V vseh reinkarnacijah v bistvu Bike Parka Pohorje, ne? Ja, vključno zadnjo. Vključno z zadnjo in če povzameva to dramo, ki se je dogajala, ne? Se pravi, športni center Pohorje je bil začetnik Bike Parka Pohorje. Tako. In tudi v svetovnih pokalov, ne? Tako. Potem je šel športni center v Franže. To je bilo 2013. V stečaj. Tako, 2014, ja. In potem se je začela kalvarija s tem parkom. Lahko povzameš to tako v enih 2 minutah, mogoče. Ja. Težko, ne? Mislim, težko, ampak zelo na hitro. Po alinejah stečaj, na to je sledilo pač to, da so vsi papiri bili, ki jih je športni center Pohorje imel za upravljanje, neveljavni, in potem je trajala kalvarija s pridobivanjem koncesije za upravljanje žičnicami strani podjetja Marpron in pridobivanje vseh novih papirjev, soglasij. Najprej je občina uspela zagotoviti v 2016 po letu dni premora, skoraj, kjer se ni dogajalo nič, samo za flow trail progo. Zdaj v letošnjem letu pa je Marprom ugotovil, da je v bistvu najučinkovitejša pot vodenja parka iz strani hiše upravljalca žičnice. Zdaj v letošnji sezoni pa smo delali na polno paro in zagotovili papirje za vse 3 proge. Orka proga je bila odprta minuli vikend na tekmi DH Visit Pohorje. Redline pa se bo začel v naslednjem tednu obnavljati in računamo do konca leta, da bo pripravljen za predajo uporabnikov. Zakaj so vmes bili ti razpisi vedno za eno sezono, zakaj se ni poštartal za iskanje enega kakovostnega, dolgoletnega upravljalca? Mislim, da je glavni vzrok temu, da se Marprom od začetka ni mogel odločiti, da bo z Bike Parkom upravljal sam in je želel najti kvalitetnega partnerja, podizvajalca. To je potekalo v nekaj poskusih, slej ko prej je ali podizvajalec ali pa Marprom ugotovil, da to ni to, zato se je začelo potem zelo hitro spet znova in novo.
Sonce nam je kurilo glavo, jaz sem da vzel čala dol, prej da se ni dal. Dej stop še en korak, pol koraka v levo, da ne bo uno zavarovalnica zadnji glavni sponzor. Bravo, se pa še... Že Polanec bo dal kaj za to. A bo dal? Točno, ja. Dobro, ima kva s veliko glavo, zakrije cel šotor. Marprom torej zdaj zgodba in ker si ti v vseh variantah bil poleg, ne, oziroma edin kandidiral nisi kot upravljalec na tistih razpisih, ne? Ja, ker nisem jih mogel realno izpolniti, ne, kot so bili zastavljeni, tako da se pač nisem na to prijavil. Ne. Na to pa sem potem imel sestanek z direktorjem Marproma, gospodom Majničem, in smo pač nekako sklenili, da letošnjo sezono probava peljati blagovno znamko Bike Park Visit Pohorje pod njihovim okriljem, s tem, da jaz nekako vodim. Zdaj bomo pa se dogovorili, kako in kaj naprej. Kaj zajema Visit Pohorje? Smučarijo, vse, kar se na hribu dogaja in kjer ima Marprom prste zraven? Tako, blagovna znamka Visit Pohorje je pač točno to, se pravi, poskuša pod enim dežnikom strniti vse aktivnosti, ki se dogajajo na Pohorjem, tako poletne kot zimske. S tem, da jaz še vedno smatram, da je Pohorje kot Pohorje zelo širok pojem, kateri bi moral v bistvu nam služiti na našem koncu in pod okrilje spraviti še tudi ostale 3 ali pa 4 gorske centre. Tako da temu je mogoče pri smučariji še dolga pot, pri kolesarstvu pa mislim, da bi se 3 kolesarski parki hitro lahko dogovorili, da bi bili pod skupnim Bike Park Pohorje, kar pomeni, da smo vsi na enem hribu, ne. Imamo Koper, imamo Roglo, imamo Maribor, ne. Imamo potem 3 bike parke. Potem jaz tudi strmim, se mislim, da se bi potem lahko lažje tudi predstavili v tujini, pa nekaj več ponudili svojim uporabnikom. In ker si vedno zraven, imaš tudi nasprotnike, ne? Yes. Ki pravijo, lega kvasa, skozi je zraven. Prenos imamo na televiziji uživo, ne morete nam zdaj taleti, se ne hecam se. Ja, to je naš kombi. Se ti lahko dam kar noter. Lahko? Ok, Sorry, hvala. Prepustim se dubu za kombi, tako da smo mogli upoštevati. Ja, da več ne bomo mogli ven, domov v Maribor. Ja, pač, da si vedno zraven, ne, da si tisti, ki imaš skozi skirca v medo, ne. Ampak na koncu, takrat, ko si ti zraven, se stvari premikajo, če mene vprašaš, ne. Mislim, ja, zdaj nekako se je tako obrnilo. Jasno, da če nekaj delaš ali pa če delaš vse približno dobro, imaš vedno nasprotnike, ne. To je jasno, če delaš slabo oziroma če nisi zanimiv, nasprotnikov ni, ne. Ta med, ki se marsikomu tako sveti, ni tako sladek oziroma sploh ga ni tako veliko, ne. To so tudi mogoče razni tisti, ki so se hoteli prijaviti kot neki podizvajalci, mogoče hitro dognali. Skratka, res je potrebno dosti truda in dela vloži, da zadeva funkcionira in še ogromno ga bomo morali tudi mi, da bomo se vrnili na nastopne, kjer smo bili oziroma da bomo prerasli. Sprav, ko bo spet 15,000 obiskovalcev, bo tudi med, ne? Tako, do takrat pa je treba enega ogromno medu vložiti. Grejo na konkretne stvari, ki zanimajo uporabnike. Do zdaj si operirali letos in že konec lanske sezone, ne? Na Flowu. Tako, zdaj bomo funkcionirali v jesenskem delu oziroma odločili smo se, da ne bomo... Zdaj v leto ta remont, ne? V eno lepo jesen, ne? Jaz mislim, ful je problem v Mariboru. Remont je bil mišljen kasneje, ampak je velik sabljaški dogodek, prije 3000 ljudi, ki spijo na Pohorju, za vse kapacitete. Remont je bilo treba prilagoditi njim, ne. Tako da zdaj jaz upam, da bo še lepa jesen trajala malo dlje, tako da bomo tudi v drugi polovici oktobra lahko uživali. Ta vikend bo Bike Park deloval samo za spodnjo sedežnico Radvanje, naslednji že z gondolo, potem od 13. naprej pa že normalno, tako da take zgube ne bo velike. In takrat bo delovala tudi proga Stovnega pokala, bo odprta, ki se zdaj usposobljen? Že ta vikend, za spodnji del se bo uporabljal že zdaj ta vikend. Kaj bi rekel uporabnikom, za koga je ta proga? Je res za tiste najboljše oziroma tiste najbolj prekaljene stare mačke oziroma izkušene tekmovalce. To se je zdaj tudi pokazalo, ne. Sploh skoke je treba imati zelo previdno oziroma jih naštudirati najprej kako drugače oziroma na nekaterih manjših. To bi odsvetoval, ker smo letos v bistvu progo pripravljali že za dirko
15. aprila 2018 Xis, o kateri bomo kasneje več govorila, ampak je tudi težavnostna stopnja temu primerna. Drugače pa vmes je pa zelo tekoča, zelo flow, zelo dosti naravnih odsekov, tako da je zelo zanimivo. Luštno, če imaš kolo za spust, oziroma če imaš enduro kolo, moraš biti kar dober rider, ne? Tako. Ne gre, mislim, res toplo podsvetujemo, samo downhill kolesa priporočam. Če hočejo kakšen odsek poskusiti, kaj ne grejo poskusiti? Zadnji gozd po tleh. Zadnji gozd po tleh, tako je, brez skokov, ja, tako. Rdeče progi se je še govorilo, to je to, kar gre pod gondolo, ne? Tako. To je freeride proga, to je v bistvu tista proga, ki je namenjena najširšemu krogu obiskovalcev, nekje med flowom in Eurocupom, se pravi, bo tudi veliki skoki, vendar takšni ne na double, ampak bolj na table, da so primerni za vsakogar, bistveno manj nevarni, zahtevajo manj znanja. Sigurno bomo k temu, kar je narejeno, kar bomo obnovili, nadgradili, dodali še kakšen nov odsek, zato smo dobili tudi soglasje nekaj novih parcel, katera do zdaj še niso bile vključene na redlineu. Zagotovo bodo ostali legendarni sneakers dropi, vendar v drugačni obliki. To je to za enkrat, mogoče kakšno presenečenje progo za drugo leto, mogoče kakšno kopanje? Mislim, moja želja je zagotovo pa se orientirati predvsem na segment enduro. All Mountain, se pravi povezati Mariborsko Pohorje z Arehom, z enoslednicami, tam narediti vse 2-3 enoslednice, v prvem letu uporabljati vlečnico Ruško in potem za povratek nazaj, kolikor se bi pokazalo to za prava ideja, pa zadovoljilo številko obiskovalcev, pa mogoče pogledati tudi sedežnico Pisker, katera bi potem omogočala še daljše proge, pa večje število, pa tudi direktni pristop z avtom z Ruši, pa tako dalje. Ta segment v bistvu po teh 3 progah mislimo takoj povezati, da tudi pokrivamo što enduro sceno. V glavnem bomo imeli kje furati. Definitivno. Tudi mi, starejši občani z enduro bicikli. Tako. Ki nas vedno več. Prejšnji vikend smo videli finale Uniorovega downhill pokala. Za drugo leto pa nekaj, česar tudi na MTBS še nismo omenili. Evropska serija IXS se seli v Maribor. Termin je 14.15. april, torej teden dni pred svetovnim pokalom na Lošinju. Torej potencial za kakšne dobre ekipe. To je bil namen. Ali veš kaj več o tem? Kranjska Gora je v mednarodnem koledarju UCI s svojim poznejšim datumom kot dirka IXS. Če jaz prav razumem, razmišljajo o 2 ločenih serijah. Tako je. Rookie serijo in eno serijo, ki je bliže svetovnem pokalu. Tako, v bistvu ena serija, ki se bo imenovala, to je ta, ki bo tudi v Mariboru otvoritvena tekma, European Downhill Cup. Kranjska Gora pa mislim, da bo otvoritev serije Xis Downhill Cup, ki bo in v tem segmentu bodo določene lokacije, določene proge v European Downhill Cup pa spet določene, se pravi više segmentirane, drugačne. Tako, da boste šladnik po Maribor, ne? Tako, v ta stil gremo s tem, da drugo leto... Leogang bo pa za otroke. Legoland. Ne vem, če bo drugo leto šladnik, nisem pripričan. Tudi za bike park, tako da mislim, da tekme šladnika drugo leto ne bo. Kaj se dogaja tam? Ja, gradi se na veliko, nova gondola, ogromen nov bike park, zdaj bodo zgradili nadomestni bike park na sosednjem hribu, bodi si na Hogwartsu ali na Reiteralmu, potem se pa vračajo z obema nazaj v sezoni 2019 na polno. Na veliko v glavnem. Ja, tako da tam bo res zrasla nova velika konkurenca. Ali bo prostor še v naslednji sezoni za domačo serijo, za Unior Downhill Cup na Pohorju, ste se že odločili? Mi smo imeli sestanek z vodstvom serije, predlagali smo 2 termina, zaključnega kot je bil letos, pa enega mislim, da v juniju. Moramo se pa prilagoditi drugim organizatorjem, videli bomo, kdo bo zraven. Načeloma si tekmo želimo izvesti, mogoče tudi kot državno prvenstvo, tudi o tem lahko več razmišljamo v junijskem terminu. Se mislim, da zdaj nivo proge spet, mogoče že čas, da se vrne spet tekma nazaj, tudi državnega prvenstva.
Tako da ja, definitivno. Pa večno vprašanje, kdaj spet svetovni pokal na Mariborskem Pohorju? Ja, to je tudi Luka Novak vprašal. Zdaj pridejo razpisni pogoji ven, ne? Se pravi za 2019, do konca septembra so obljubili, da jih dobimo, sicer jih poznamo že od lani, tako da se verjetno niso dosti spremenili. Niso vsako leto malo slabši? Tako je, predvsem za organizatorje. Mislim, v soboto je prišel, kot si videl, na podelitev tudi župan Maribora, gospod Fištravec, ki me je vprašal, kako je s tem. Ne? Dogovorjeno sva, da ko dobimo pogoje, sedemo za mizo in vidimo, kako lahko to speljemo. Definitivno imamo strani UCI zagotovilo, da v bistvu Maribor kot sam po neuspelem poskusu za 2018 za Gradcem ima bistveno boljše možnosti. Seveda bomo tudi videli, kako se bo razvijalo na Lošinju, kdo bo naprej kandidiral, to je vse pogojeno. Jaz si želim seveda, da bi bile obe, kar pa vemo, da je skoraj nemogoče, ne, za taki mali regiji, da bi bili 2 tekmi, ampak mislim, da bomo obojni zadovoljni tudi, če bomo prišli na izmenični termin, ampak kakorkoli drugače so uskladili, ampak najprej je pomembno, da se doma v hiši, če smo tako reči v mestu zmenimo, smo to sposobni izpeljati. Takrat je to breme kompletne organizacije nosil v bistvu privatno firmo, predvsem Pohorje, DOO. Niso se končale vedno najbolj rožnato, predvsem bilance tekem, zato je treba res dobro razmisliti, da ne bo potem nisem znal. Skratka, ni enostavna stvar, seveda si jo pa želimo, vemo, kaj pomeni za promocijo samega Pohorja, ne. To bi bilo seveda za Vizit Pohorje prava reklama, ne, prava zadeva. Ampak ja, videti moramo predvsem na področju televizije, z Red Bull Media House se spremenili tudi pogoji, kjer smo mi bili v prednosti kot organizator slovenski s pomočjo slovenske televizije. Ne. Tukaj smo se malo stroškovno vedno lahko nam je bilo lažje kot drugim, ne. Zdaj temu več ni tako, tako da moramo vedeti, kaj to pomeni. In ja, da se tako na mizo, kako pa se odločiti. Luka je celo tako vprašal, kdaj bo svetovni pokal s ciljem v areni na klasični lokaciji. A ga zatrejo pa reče takrat, ko boš ti prišel nazaj dirkat? Na najno dirko. Na dvoboj. Dirko legend. Na dvoboj. Nekaj so še pozabila, razlog, zakaj Bike Parka Pohorje ni bilo v vozovnici Gravity Kart v tem združenju, je bil ta, da je bila samo ena proga. Zdaj bodo 3 proge in vi greste nazaj v Gravity Kart. Pogajanja so se že začela, v bistvu so se zelo spremenili tudi pogoji takrat, ko smo mi šli v Gravity Kart. Na boljše, sigurno za vas? Niti najmanj, ne. Pogoji so se ful zaostrili, ne. Zdaj smo spet ruki, ne, čeprav smo bili tam kralji, ne. Zdaj imajo pa res finančne pogoje, ki so kar zahtevni s tem namenom, ravno da se vsak bike park ne odloči takoj in gre v to. Krvavec in Kranjska Gora poznata zadevo, nekaj stvari je treba še urediti za nazaj, kar so ostale nedorečene iz strani še športnega centra Pohorje, tako da, ampak ravno v naslednjem tednu, jaz sem imel sestanek v Leo Gangu na zadnji tekmi z gospodom Kornelom, predsednikom združenja, seveda si ne želijo nazaj. Priznal je, da so imeli kar 2 leti, so iskali nadomestilo glede prodaje, saj je Maribor prodal največ Gravity Kart, 2-3 sezone, ne? In so rabili kar nekaj časa, da so preko spleta pa z drugimi bike parki to število nadoknadili. Tako da ja, dogovorjeni smo v oktobru, se ponovno snidemo pred novembrskim skupščino ali sestankom vseh članov Gravity združenja, Gravity Kart združenja in na tam se pospremlja po refleksiju načinu. 3 slovenski parki v Gravity Kart bi bile odlična stvar tako za Slovence, kot za kakšne, ki bi se odločili za road tripe, ne? Sigurno bi prišli pol v Slovenijo, ne? Mislim, da tako za Slovence, kot tudi predvsem za tujce, ne? Mislim, to lahko nasplošno za naš turizem, ne? Vidimo že zdaj, ne? Določeni bi prihajali letos v Maribor, ampak so se ga pač izognili, ker so imeli karto za Kranjsko Goro in Krvavec, ne? Valjda, če imaš nekaj karto plačeno, ne greš tam, kjer ne moraš dodatno plačati, ko si na road trip, tega se izogibaš, tako da zagotovo. Seveda iščemo tudi neke povezave še naprej z Pec in Šrtom, to smo delali že tik pred končanjem športnega centra, smo bili dogovorjeni za najprej poskusno 3-dnevno skupno karto. Zdaj bomo probali te pogovore obnoviti, ker to ne predstavlja nobene konkurence Gravity ali čemorkoli. Ali pa tedensko. Ali pa tedensko, to bi v bistvu bil neka tu štajersko-koroška naveza. Tako da ja, tu predvsem ta Celovec in Gradec mislimo skozi to karto tu združiti.
imate 3 zelo različne bike parke. Vse dogaja na vseh frontah. Po mojem, da smo vse povedali. Zdaj veste več, kaj je v Bike Parku Pohorje. Si lahko obetate še letos in zlasti drugo leto. Kakšne dirke bomo gledali. In to je to. Dajva še prstek za konc. Dajte drugega, kaj bolj zgledali. Pojede kontra, ja. Pa grad na sredini, mariborski. Hvala, lep pozdrav. Hvala lepa, da ste bili z nami. Vseh 26, vmes jih je bilo 40 in se vidimo. Čau.